Saja, ti si doma iz Kazahstana, ne? In si prišla v Slovenijo, še ni 10 let od tega, ne? Kar si tukaj v Sloveniji. A bi nam malo povedala, kako je bilo to, kako je bilo priti v neko tujo državo, v neko majhno regijo, kako si se privadila? Pozdravljena, Maruša. Prišla sem iz Kazahstana in že od leta 2017 živim v Zasavju. To je bila moja odločitev, pa v Slovenijo pa me je pripeljala ljubezen. O, lepo. Ja. Kako je pa bilo, ko si prišla tukaj do Zasavja? A te je kaj presenetilo? Ja, seveda. Slovenija je majhna država, pa zelo zelena, pa je tukaj povsod so hribe, ja, v Zasavju. In zame, ko sem živela v Kazahstanu in v naši regiji, samo stepe, ja, pa to je bilo res zelo presenetljivo, ja. Aha, teli hribi, sva se mi malo prej tam le pogovarjale, si mi pa povedala, da rada hodiš? Ja, tudi rada hodim ja v hribe, ker prej nisem tega delala nikoli v življenju in prvič sem začela tukaj hoditi, ja. Pa, kaj si ugotovila? Sem ugotovila, da drugače nisem bila pripravljena, nisem bila navajena in na začetku je bilo zelo težko priti v hrib gor. Zdaj pa že večkrat lažje, ja. Zdaj pa z veseljem hodim, ja. Zdaj pa imaš ti to že. Skoraj 10 let nazaj je bil kar izziv. Zdaj pa že šibaš gor. Tako navada, plus kondicija. Pa eno anekdoto imaš, ne, kar se tiče hoje, hitre hoje ali kako? Ja, tudi to, ko sem bila z mojim partnerjem pri njegove babice, je drugače iz Maribora in sva šla v hrib in sva zelo hitra prišla nazaj. In njegova babica je rekla, da vidva sta bila zelo hitra. Ampak zame, ko sem se preselila, itak nobene besede nisem znala in v prevodu v ruščino ta beseda hitra pomeni zvita in sem mislila, zakaj sva bila zvita? Ja, in to pa mu je razložil, da je to drug pomen, ja. Ja, to je bilo. So še kakšne takšne jezikovne anekdote od začetka, ko si prišla sem? Verjetno je bil to kar velik izziv jezik. Ja, drugače, na začetku, ja, ko sem se preselila, ker nisem planirala drugače, ja, in nisem bila pripravljena. In seveda pol pa sem šla itak se učiti na tečaj slovenščine, ja, na Zasavsko ljudsko univerzo. In takrat počasi, ja, pol leta sem obiskovala ta tečaj. In seveda pa mi je bilo lažje, ker sem itak znala rusko. In ruščina itak spada v slovansko skupino kot in slovenščina. Si našla podobnosti vmes? Ja, podobnosti sem našla in seveda to nisem lažje, ampak mogoče in hkrati tudi težje, ker tudi take zanimive stvari, naprimer, če v slovenščine ena beseda, naprimer limona, ja, ženskega spola, v ruščini to je moški spol. In več besed tudi ima tako razliko, ja, v spolu. Moj materni jezik, kazaščina, in v kazaščini sploh nimamo spola. Ja, okej, zanimivo. To je tudi taka velika razlika, ja. Ker to je, kot jaz bi rekla, multilingual kaos, ja, ker v glavi imam, zdajle imam, ja, in kazaščino, ruščino, zdaj pa plus slovenščina, hkrati tudi pride kakšna angleška beseda, ja, in odvisno s kom govoriš, ja, pa moraš malo tale preklop narediti, ja. Moraš razmišljati. Ja, moraš malo razmišljati, ja, in ko grem tudi v Kazahstan, tudi tak, ja, preklop, ja, kazahsko-rusko, itak, ko potuješ, itak angleščina, ja, pol pa, ko prideš, se vrneš nazaj, itak potuješ. Se pravi, se znajdeš, vse posod, kamorkoli prideš, kar se jezika tiče, si zdaj že navajena. Ja, zdaj ja,
sem navajena, ja. Ok, praviš, da greš včasih domov, da potuješ domov v Kazahstan. A bi nam mogoče povedala, kakšne so kaj razlike v življenju tam, pa tukaj v Zasavju? Ja, tudi razlika je v tem, da Kazahstan, če ste mogoče googlali, ki je pa drugače Kazahstan, s kom pa mi, drugače Kazahstan je velika država, ja. Po velikosti je 9. Na svetu. In na svetu, ja. Mi z Rusijo, ja, na zahodu pa vzhodu, pol pa s Kitajsko na vzhodu, pol Kyrgyzstan, Uzbekistan pa Turkmenistan. In Kazahstan ima najdaljšo mejo na kopnem z Rusijo. Približno 7600 kilometrov. Ja. In tudi kaj pomeni? Ja, tudi pomeni veliki vpliv ruskega jezika, posebej na tele severne regione. Regijo. In jaz sem iz severovzhodnega dela Kazahstana in zato jaz tudi. Se pravi, rekla si, v naravi so zelo velike razlike, kaj pa v življenju, šolanje, položaj družin, položaj žensk mogoče? Tudi odvisno od regije. Ko sem odraščala v severovzhodni regiji, pri nas je bil zelo močen vpliv tudi Rusije, ja, in zato pa tudi vpliv jezika. In se študirala, pa sem od vrtca, šola, študij sem imela v ruščini. Ja, v primerjavi z jugom Kazahstana, na jugu Kazahstana je večinoma samo kazaščina bila. Se pravi, si mogla v bistvu rusko se učiti in... Ja, sem mogla, isto kot moja starša, ampak takrat itak je bila Sovjetska zveza, ja. In uradni jezik je bil edini, ja, ruščina. Ja. Ampak od leta 1991 Kazahstan je bil samostojnost in... Pa se še vedno pač pozna malo ta vpliv. Ja, uradni jezik kazaščina, ampak vpliv ruščine še velik, posebej v teh regijah, s katerimi mi z Rusijo, ja. Ok, jaz vem, da si ti zaključila 2 šoli? 2 šoli imaš zaključene? Ja, drugače po izobrazbi sem učiteljica zgodovine pa geografije. Sem delala samo 1 leto na tem področju, pol pa sem študirala še finance in sem finančni analitik tudi po drugi izobrazbi, pa sem delala v financah, na banki in bila finančni analitik. Kako pa gre? Kako pride do tega, da se nekdo, ki je učitelj, potem prestavi v finance? Ja, drugače sem imela zelo rada matematiko, pa mi je šlo, ja, ker sem imela, pa mi je šlo, ja, in finance in področje tudi... In tudi rada si delala z otroki, učila? Takrat, ko sem bila stara 22 let, mogoče bilo težje, ja, ker sem bila mlada in ko sem prišla 1 leto sem delala na medicinske srednje šole, ja, ko sem bila kot učiteljica in sem imela dijake skoraj plus minus 5 let mogoče, ja, ali pa tudi starejše od mene, ja, in to mogoče bilo težje, ja, ker smo bili skoraj vrstniki, ja, in ja, teže. Zdaj tudi delamo v izobraževanju in seveda laže. Ko imaš že nekaj izkušenj za sabo. Drugače pa si povedala, da v bistvu so se te tvoje izkušnje pri delu kar malo zbrisale pred 9 leti, ko si prišla v Slovenijo. Ja, takrat, ko sem se preselila, 2017, sem že za sabo imela 10 let izkušenja. Pri delu, ne? Ja, na banki sem delala 1 leto v osnovni šoli, mislim v srednji šoli, kot učiteljica. In ko sem se preselila v Slovenijo, pa tukaj spet sem začela z nula, ja. Ker nisem znala jezika, to je prva stvar, ja, in seveda. Ja, ni bilo upoštevano te tvoje izkušnje. Ja, se pravi, si mogla tukaj v Sloveniji, v Zasavju nabirati nove izkušnje? Ja, na novo svojo tole začeti poklicno pot, ja, ampak nisem bila več stara 20 let.
ampak 10 let starejša in seveda je bilo mogoče teže, ampak mogoče plus, da sem imela že izkušnje. Ja, delovne pa tudi. Si se vseeno lažje potem privadila? Ja, drugače lažje je bilo, ker itak, če imaš izkušnje, itak, pa se znajdeš, pa komuniciraš, pa greš naprej. Ja. No, mislim, kar dobro ti gre slovensko. Ja, moram reči, ja. Ja. Pa da povemo, no, ti si zdaj zaposlena pri Zasavski ljudski univerzi. Ja, na Zasavski ljudski univerzi sem zaposlena kot samostojna strokovna delavka. Tam delaš veliko z ljudmi, a ne? Tudi, Kakšne so kaj razlike med ljudmi v Zasavju pa v Kazahstanu, kjer si odraščala? jaz bi rekla, mogoče odvisno od generacije. Ja. Starejše generacije in v Sloveniji in v Kazahstanu so bili jaz bi rekla, Sovjetske zveze v Kazahstanu, tukaj v Sloveniji so bili v Jugoslaviji. Ja. In način življenja, mogoče tale komunizem, socializem je bil mogoče približno enako. Malo podoben? Ja, malo podoben in zato mogoče ta generacija je podobna. Potem pa moja generacija, ko smo bili mogoče na začetku še v Sovjetski zvezi ali v Jugoslaviji, pol pa ko smo pridobili samostojnost, isto leto, ja, Slovenija leta 91, isto kot Kazahstan tudi leta 91. In takrat je bila sprememba, ja, v življenju in mogoče bila taka kriza, ja, in mi smo malo drugačne, mogoče tudi podobne tudi s tem, ja, kakšne izzive smo imeli. Katere so največje razlike? Razlike? Recimo med ljudmi so... Zdaj pa mi je težje to, mislim, ločiti to razliko, ker zdaj živim tukaj 10 let in za tele 10 let sem bila samo 4-krat v Kazahstanu. Ja, in zdaj jaz ne spremljam več, kaj se dogaja tam in ne vidim, ker sem navajena, ja, tukaj že. Ja. No, pa daj mi pol, tlele malo. Ja. Ampak ko pridem, itak doživim mogoče nek kulturni šok. Je razlika. Je razlika, ker tukaj imamo mogoče, jaz bi rekla, počasno življenje. Ja. Ampak mogoče mi sploh ne zavedamo, da to počasno življenje, ker imaš nek usklajen urnik, ja, pa takrat se zbudiš, takrat greš, ob 9 že ali ob 10 zaspiš in to je to, ja. In ob 9 že vse zaprte in trgovine in restauracije in tako naprej, ja. Mislim, Zasavje točno, mogoče v Ljubljani pa mogoče še dlje. Odprte, ja, malo drugače. Če govorimo o Zasavju. V Kazahstanu, ker jaz prihajam iz enega mesta, ki je večje kot Ljubljana, in seveda življenje je drugačno, zelo hitro in itak doživim kulturni šok, ker zame je preveč glasno, preveč avt, preveč ljudi, pa vse je odprto, ne vem, od 7 zjutraj do 24/7 odprto vse in pa tudi ne grejo spat ob 10 in tudi družine, ja, po koncu, ne vem, do 12, to je že, ja, sem pozabila. Res drugačno, ne, od Zasavja, se pravi, da se rada vrneš v Zasavje. Ti je všeč, ko se vrneš. Ja, in ko se vrnem nazaj v Zasavje, pa mislim, ja, tukaj pa zelo mirno, pa gre počas in imaš nek tak mir. Ja, a je Zasavje zdaj tvoj dom? Jaz mislim, da zdaj pa lahko rečem, ja. Da že je. Ja, da že je. Ja, ampak itak ne pozabim svoje korenine, ker to je del mene in itak to ne moreš to spremeniti, ampak ker se tiče tega življenja, ja, pa mi je bliže to življenje tukaj v Zasavju, ker je zelo zame kako jaz bi rekla, boljš mogoče, ja. Ker sem že navajena, sem se navadila.
Na začetku je bilo res, ko sem se preselila, sem mislila, kje sem, imate vas, nekaj ali kaj. Aha. Ker mi je bilo preveč tiho, mirno, pa nisem mogla snovati. Zdaj. Pa je bilo mesto, ne? Ja, zdaj. Mejhno. Ja, ker je bilo zelo mehno in bilo res mirno. Zdaj pa mi všeč ta mir. Ja. Tole, ko greš malo počasi, pa delaš, ampak jaz ne govorim, da je zelo počasi. To je čisto normalno tempo za Zasavje, ampak v primerjavi s Kazahstanom to je res počasi. Je počasno. Ja. Dobro, če se malo vrnemo k tvojem delu, se pravi, delaš veliko z ljudmi, sva že rekle. Ja. A si se mogoče srečevala pa s kakšnimi predsodki? Mogoče, ja. Ja, tudi v službi, ja, ali v mestu. Tudi jaz ne vem, kako lahko temu rečem, ker zelo radovedni, ja. Pa tudi od začetka, ko sem se preselila, vedno so gledali kot na tujko. Na tujko, ja. In ker itak se vidi, da sem tujka in ne vem, kaj mislijo, in za njih je to zelo zanimivo in so radovedni. Nekatere tudi prijazne, nekatere niso prijazne, ja. Tudi to sem doživela. Ker tudi so kazali, ja, s prstami, pa očki, pa tudi to ne bom kazala tale. Ja, ker, ja. A tako, prav tako hudo? Prav tako, ja, in seveda niso bili starejši, ampak otroci, ja. In ja, to je tudi, jaz mislim, da tudi ni primerno, ampak nič nisem rekla, ker to ni, to je vzgoja starše, ja. Jaz. Ja, to mora poskrbeti starše. Ja. Tako. Ja, to jaz nič nisem rekla, ampak to je bilo. Ja. Mogoče zdaj, ko več tujcev zasavijo, mogoče je lažje, ker so že zdaj vejo, da prihajajo. In, se pravi, da jih je zdaj več kot pred 10 leti, 9 leti, ko si prišla. Ja, več in mogoče bolj se sprijaznim s tem. Na začetku jaz sem bila sama, pa še ena družina je bila tukaj iz Azije, so mislili, da sem njihova sorodnica, ampak sem rekla, da nisem, ker tako je avtomatsko mislijo, ja, da ti si iz Kitajske, ampak nisem. Pa sem mogla razložiti, da sem iz Kazahstana, nekateri prvič slišali, da obstaja taka država Kazahstan. Sem mogla malo povedati v Kazahstanu. Ja. In zdaj pa, jaz sem slišala, da tudi pomagaš malo tujcem, ki pridejo sem, da jim malo svetuješ. Da, zdaj, ko sem zaposlena na Zasavski ljudski univerzi, ja, od leta 2022, takrat, ko sem začela ta val iz Ukrajine, ja, in takrat sem bila tudi v pomoč in od takrat naprej, zdaj na projektu Večgeneracijski center Zasavje Plus, tudi v okviru tega projekta tudi pomagamo tudi tujcem, ja, ruskojezičnim, ukrajinskojezičnim, pa ostalim tudi. Ker itak jaz kot tujka vem, kako je to težko priti v novo državo, pa začeti od začetka, ker jezik tudi izziv, pa naprimer i trgovino na občino, na zavod. Česa pa imaš več, recimo, ko pridejo neki tujci po pomoč, a je to več takšnih nasvetov, kot si zdaj rekla, kam se recimo obrniti, kam lahko grejo, v kakšne ustanove, ali želijo tudi to, da jih nekdo malo s kakšnim pogovorom podpre, da jim da kakšno spodbudno besedo. Česa je več? In jaz bi rekla prva to informacijo rabijo, ker ne vejo, kam se obrniti. Naprimer, če grejo na zavod ali v občino, pa itak napodijo prvo na Zasavsko ljudsko univerzo, da grejo prvo se pozanimati za tečaj slovenščine in pa, ko pridejo itak na ZLU, itak bolj pa jaz pa pridem tukaj kot pomoč in razložim od začetka, dam informacije, pa tudi, ko začnejo obiskovati tečaj slovenščine, pa tudi pridejo, pa neki tudi osebne stvari povejo, različne svoje probleme in tako naprej. Ker tudi ustvarjamo nek tak zaupni prostor na VGC-ju, pa lahko pride ne samo tujce, ampak ostale tudi, ja, prebivalce Zasavja tudi.
Da ste postali prava skupnost, ne? V bistvu. Ja, se trudimo na tem, in tudi prispevamo k temu. Vem pa, da boste imeli tudi, da tudi poletje ne boste počivali. Dopusti bojo, poletje bojo, ampak vi počivali ne boste, ne? Ja, v okviru projekta VGC Zasavje Plus tudi smo pripravili kot in lani počitniške aktivnosti za otroke, pa imamo različne vrste in ustvarjalne in kulinarične in gibalne. Kaj ste pa kaj počeli lani? Tudi smo imeli in ustvarjalne aktivnosti, delavnice in kulinarične smo imeli, pekli smo palačinke, pa tudi smo imeli tenis, se vključim. Aha. Se pravi, gibalne, različne vrste smo imeli in je bilo zelo lušno in skupino smo imeli tako, so se veselili, pa smo imeli tudi na zaključku tudi eno zaključno delavnico mehurčkov, pa tudi je bilo, jaz mislim, da je bilo fajn. Ste se zabavali? Ja, smo se zabavali z otroci, pa zdaj tudi isto letos tudi vabimo na tele naše aktivnosti, pa jaz mislim, da bo tudi zanimivo, ne? In zanimivo in pa tudi smo objavili na naše spletne strani zelu.si in vgczasavje.si. Kakšna pa je, recimo, takole, kad delaš z otroki, delaš s tujci, tudi imaš izobraževanje starejših? Kera je tista zadeva, kjer se najbolj počutiš? Jaz mislim, da tudi mogoče lažje je, ko se deluješ z starejšimi, mislim z odraslimi, kot z otroki, ker imaš svoje izkušnje, lahko podeliš, in ker si tudi skoraj iste generacije, Ampak kljub temu pa v poletnem času pa tudi zažuraš z otroki. V poletnem času tudi zažuraš z otroci, pa tudi, postaneš tudi isti, kot otrok, pa se uživaš v tem, pa pripravljaš, pa tudi narediš vse, kaj je lahko. Ok, na začetku, mi smo začeli z imenom, pa da je to malo pojasniti. Saja si za Slovence, a ne? Ja, drugače. Meni, ko si prvič povedala po telefonu ime pa priimek skupaj, sem rekla, kaj? Pa si rekla, a ti kar message pošljem, ne? Ja. Ok, daj, povej nam. Težko je. Moje pravo ime je Sajran Gul. Petakova. To ime pomeni, sestavljeno iz dveh delov. Sajran, to je pomen veselja, praznik. Gul, to pomeni cvet ali roža. Aha, lepo ime. Ja, in pri nas, mislim, v Kazahstanu naše imena vedno nekaj pomeni. In tudi moje ime je tudi sestavljeno iz dveh delov. Ampak to ne bom globlje šla. Zdaj v Sloveniji, imam kratko obliko, Saja. Si Saja, ker je bilo težko izgovoriti. Ja, in tudi Saja tudi nek pomen ima kot podpora, tudi kot jasna, tudi nek tak več pomenov ima. V bistvu podpora bi bilo pravo ime zate, ne? Glede na to, kaj tudi počneš. Se strinjam s tem, Super, kaj so pa tvoje želje za naprej, recimo? Zdaj, povedali smo že, da so se določene izkušnje ti izničile, ko si prišla v Slovenijo, zdaj si dobila nove. Kakšne so kje tvoje želje? Zdaj samo napredovanje, ker jaz z veseljem delam to, kar zdaj počnem. In si želiš še ostati tukaj? Zasavje, smo že prej ne rekli, je postalo tvoj dom. Sem obiskala skoraj celo Slovenijo, povsod sem bila in z veseljem se vračam nazaj v Zasavje. Ker jaz mislim, drugače ne zavedam, Slovenci ne zavedajo, kaj imajo. Ko prideš iz države Kazahstana, pa vidiš, kaj imate tukaj, vse lepo, zeleno, pa imate vodo čisto, vse, zrak, čist zrak. In ko jaz to govorim,
vi pa sploh ne zavedate, da imate tole. Ja. Ampak v mojem mestu je zelo onesnažena voda pa zrak. Imamo stepe, pa nimamo, malo imamo drevesja, pa gozda tudi nimamo. In ko vidiš tako lepo državo in lepo zasavje, ja. Ja, morate zavedati. Kako je lepo, ne? A ni zanimivo, da nam tujec more to povedati, a ne? Dobro, si že skoraj domačinka tukaj, a ne? Kaj je pa še tisto, da ve za konec reči, kar bi sporočila Zasavcem mogoče? Jaz bi se zahvalila tudi za sprejem, ker tudi svojim kolegicam, kolegam, da sem bila sprejeta na ZLU, tudi v Trbovljah in v celoti v Zasavju. Hvala vam tudi za povabila. Pa tudi tujcem lahko rečem, tudi držite se, verjamite vase in kar naprej. Kar naprej. Ja, kar naprej. Naprej v Zasavju. Naprej v Zasavju, ja. Pa prispevajte, ja. Pa tudi skupnosti, ja. V redu, Saja, jaz ti bom rekla kar Saja, hvala lepa, ker si bila z nami. Majčkeno si nam odprla obzorje, malo pokazala, kako je biti, kako je priti kot tujec v neko tujo državo, mogoče bo pa zdaj tudi kdo drugače gledal. Tudi, ja. Hvala lepa. Ja, hvala vam.